Pozdravljena, svetla, stara duša. Danes bomo govorili o odnosih, o kroničnem stresu, o razstrupljanju in predvsem, kaj narediti takrat, ko vaše življenje gre iz ene drame v drugo. Kaj nas uči? V glavnem, o odnosih sem največ pisala v knjigi, ko imajo moški hormoni žur. In mogoče pomislite, da je to samo za moške, ampak dejansko v zadnjem delu knjige sem pisala zate, draga ženska. Če si v odnosu z moškim, ki je poročen, preveri, imaš katerega od teh programov. Zakon mi pomeni jetništvo in tako naprej. In potem ranjena ženska, ki naredi splav, ki mora sama sebi odpustiti. In potem ranjena ženska, ki se boji biti ženska in je v moški energiji, kateri hormoni se ji tvorijo. In naprej govorimo o prebojeni ženski, ženski, ki je kraljica, in hodite po svoji poti. In o tem bomo zdaj govorili. Ko mi začnemo delati na osebni rasti, se nam vibracija začne spreminjati. Ker v bistvu iz svojega energijskega polja odstranjujemo nižje vibracije in seveda vibriramo na drugi vibraciji. In z ljudmi, s katerimi smo ali v službi, doma, partner, otroci, se pač vibracija začne spreminjati. In ker se začne vibracija spreminjati, ker se je naša spremenila, nam logično ti odnosi, ti ljudje rečejo, ti si se spremenila, s tabo je nekaj narobe. Normalno, ja, spremenila si se. Zato delaš na sebi, ker se hočeš spremeniti. In potem naredijo vse, da te stlačijo nazaj, ker tam, kjer si bila, si pasala v to njihovo vibracijo, tam, kjer si zadovoljevala njihove potrebe, zapolnjevala neke vloge, če ne druga, si dobro izgledala na slikah zraven njih. Se pravi, si pasala v to njihovo idealno sestavljanko njihovega življenja. Ampak ker si ti začela delati na sebi in veš, da si začela delati na sebi zaradi tega, ker nisi zadovoljna s tem, ker si prišla do zaključka, da nisi izpolnjena, če pašeš samo v sliko nekoga druga, ker želiš biti ti. Ti želiš biti to, kar si vse noter, ker če ne bi bila neko nezadovoljstvo v tebi, ne bi začela delati na sebi. No, in ta hodite po svoji poti je povezano s tem, da se začnem zavedati, da moja čustva so moj notranji kompas, ki mi kaže, a sem na ta pravi poti, in tam, kjer občutim še več radosti, to je ta prava pot. In tam, kjer vedno znova jočem v tem odnosu, mi kaže, da nekaj me uči odnos, nekaj mi hoče povedati. Zdaj pa, ko boste odgovorili na vprašanje, in to je marketinški nasvet gospoda Aleša Lisca, on govori o kratici KIOT. To pomeni, kaj imam jaz od tega. On sicer razlaga to v primeru marketinga, stranka mora vedeti, kaj ima od tega, kar vi ponujate. S čim boste vi z vašo ponudbo izboljšali njeno življenje? No, ravno tako je pa v odnosu. Ko se vi vprašate v nekem odnosu, kaj imam jaz od tega, recimo, da ste v intenzivni službi, kjer se vrstijo drame in tako naprej, kaj imam jaz od tega? Ok, eno je preživetje, ampak če veš, da se vedno znova ukvarjaš z dramo nekoga, ki sploh ni tvoja, to dramo. Če ste v ljubezenskem odnosu in se kar naprej ukvarjate z dramo nekega drugega in s problemi, ne vem, partnerjevega življenja in njegovo družino, kaj imam jaz od tega? En kup, a lahko povem tako, ker mislim njegovega sranja, a vi to rabite. In če ste v družini, kjer vi čutite, da imate neko poslanstvo, neko višjo nalogo in vas vedno znova označijo, da je s tabo nekaj narobe, da ne pašeš, s tabo je nekaj narobe, ti si taka, pač vse to, kar drugi govorijo o nas, na nek način opisuje njih. In zdaj je pa moja stvar. Ko jaz opazujem dinamiko te moje družine in si rečem, ok, obtožili so me, da sem sebična. In se vprašam, a sem res sebična?
res samo gledam samo nase. Vedno bom prišla do zaključka, da ta oseba, ki me je označila, da sem sebična in gledam samo na sebe, ona govori o sebi in dejansko ona hoče moje usluge zaradi tega, ker razmišlja samo o sebi. Pač svojo resnico govori. Ali pa recimo, ko te nekdo označi, ti si manipulatorka. A jaz res svojo resnico manipuliram, a mogoče ta oseba lahko uporablja prekrito manipulacijo in ne vem, joče pred drugimi ljudmi in se hoče narediti žrtev, s tem, z namenom, da mene stlači v to škatlo, kjer sem bila in kamor sem nekoč šla prostovoljno in kamor sem mogoče nekoč tudi pasala. No in v glavnem, ja, čustva so moj notranji kompas, ampak tudi tvoj notranji kompas. No in kaj se pa zgodi, ko mi pozabimo, da čustva nekaj govorijo. Ampak preden bomo šli na to, vam želim prebrati tole, ko imajo moški hormoni žur. To je napisala Clary Hart. Na življenjski poti boste hodili po širokih cestah in ozkih poteh, ki so zasute s snežnimi plazovi. Naleteli boste na razcepe, zavite v meglo, brodili po globokih kanjonih teme in tekali po božanskih sončnih livadah cvetočega maka. Vse to je del življenja in ko boste hodili po svoji poti, se vam bodo za nekaj časa pridružili drugi ljudje. Prijatelji, ljubimec, zakonec, otroci in starši. Lahko tudi odidejo. In na tem potovanju je edina stalnica to, da si ti, ki imaš v sebi jedro resnice in zemljevid poti, po kateri moraš hoditi, dovoliš, da ti jedro resnice pove, kateri poti na razcepu slediti. Ko dovoliš notranjemu kompasu, da ti pove, na katero goro se povzpeti. Če boste sledili lastnemu kompasu, potem vam bo življenje šlo res dobro in boste imeli izpolnjujoče, zanimivo in srečno življenje. In če boste v življenju skušali slediti drugim in naredili stvari drugače, kot čutite, se boste prebudili v globokem gozdu, ne da bi vedeli, kam se obrniti. Znašli se boste izgubljeni in zmedeni, ker ste izgubili stik s svojo osebno resnico. In ko se to zgodi, se morate v gozdu nemoči samo usesti, se umiriti in se vrniti k sebi. Preden boste šli naprej, morate obstati in se znova najti. Sicer se boste nenehno vrteli v krogu in postajali vse bolj obupani, sami in izgubljeni. Ste vse, kar morate biti, prav takšni, kot ste prav zdaj. Vi ste središče svojega življenja. Vi ste svetilnik, ki sveti in kaže pot. Bodite veseli in srečni, ko drugi hodijo ob vas. Uživajte v njihovi družbi. Povezujte se s čim tesneje in globlje, a vedno osvetlite svojo lastno resnico in hodite po svoji poti ter dovolite drugim, da storijo enako. No, in kaj se zgodi, če se vrtite? Najprej so čustva. In vaše življenje gre iz ene drame v drugo. Lahko se ponavlja vsak teden, lahko se ponavlja vsak mesec, lahko na 3 mesece, lahko vsakih nekaj let. Ampak boste začeli prepoznavati vzorec. In ko prepoznavate ta vzorec, da gre ena in ista drama, ne pozabite napisati ene stvari sami sebi. Takrat, ko se dogaja drama, takrat ste v stiku z resnico. In takrat napišite sami sebi beležke, kaj se je zgodilo. Ker čez 3 mesece ne boste več vedeli, zakaj je bila ta drama. Ampak ko boste čez 3 mesece, ko bo nova drama, ko boste prebrali, kaj vas moti, kje ste ranjeni, kaj vam govorijo vaša čustva, kaj se bo zgodilo. Prepoznali boste vzorec in boste prišli do tega, kaj me življenje uči. Ko se zavrtim v istem krogu, kaj me življenje uči. In to, kar me uči, da se najdem, da najdem svoj notranji center, svojo lastno notranjo moč
In ko me življenje uči, da jaz govorim iz svoje resnice in sledim svoji resnici, lahko pridete do točke, ko vidite, da z določenimi ljudmi enostavno tonete, da vaša ladja je pristala v nekem neurju, ki sploh ni vaše, da sploh nočete biti v tem neurju, ker vi želite pluti v mirnih vodah. In ne dovolj, da vaša barka postane tako poškodovana, da boste že z naluknjenim trupom, da boste težko prišli v pristan. Ne dovolj tega. Ko občutite, da greste v boje ljudi, ki sploh niso vaši, se morate umiriti in poslušati svojo resnico. Ker samo na ta način ta vaš notranji kompas vas bo pripeljal v vaš pristan. Jaz vam povem iz lastnih izkušenj, ta odnos, ki sem ga ravnokar zaključila. V glavnem občutila sem dejansko tega človeka tako kot bojno ladjo. Bojno ladjo, ki je ves čas v bojni pripravljenosti in ki gre na odprto morje, v neurju, tudi takrat, ko so največji valovi, enostavno gre. In občutila sem, kot da me je privezal na svoj bok, jaz kot bela jadrnica, ki pluje rada v mirnih vodah, ki takrat, ko je neurje, gre v pristan in počaka. Sem plula z njim v njegovih neurjih, v njegovih dramah. In enostavno sem vedela, da če ne bom odšla v svoj pristan, bom potonila z njim, ker njegova bojna ladja je že naluknjena. In ne želim izgubiti sebe, svoje strasti, svoje iskre. To je bil samo en ples, ki sem ga rabila odplesati, da sem ozavestila določene zadeve, po večini ozavestila vzorce povezane z mojo primarno družino. Tako refleksija je bila. In zato pravim, pač ljudje pridejo, nas naučijo nekaj in ko vidiš, kaj imam jaz od tega, dramo drugega človeka, dramo drugih ljudi, rabam to? Ja, rabim mogoče za pozdraviti neko rano, ampak ko jo ozavestim, grem naprej. In zdaj pa tam hodite po svoji poti. Zdaj me pa postane strah in spet zbežim v drame drugih ljudi. No, zdaj pa pojmo na stres. To je pa kronični stres. In potem mi začne telo porabljati vse vitamine, mi porabi B vitamin, C vitamin, limfa mi neha delati, ker me vse skupaj duši, deluje to na ščitnico, deluje na utekanje telesa, začnem zatekati. In ne ukvarjam se toliko z odnosi kot s svojim zdravjem. In rečem, joj, celulit se mi je povečal, zredila sem se, bolijo me sklepi, imam karpalni kanal. In se ukvarjam s karpalnim kanalom, namesto da bi se ukvarjala, kateri odnos moram spustiti. No, ampak vseeno, takrat, ko smo sredi neurja, takrat je pametno razumeti, da naše telo potrebuje določene hranilne snovi in takrat, glejte, sploh, če imate težave z limfo, če vidite, da imate preveč strupov v telesa na fizični ravni, vam priporočam, vzemite 3 prehranska dopolnila, ki vam bodo pomagala, da boste lažje držali glavo nad gladino. In sicer Betaguard. Betaguard je prehransko dopolnilo, pod katerega pod formulo se je podpisal dr. Arthur First. To je oče oralne kemoterapije. Svoje življenje je posvetil razstrupljanju na celični ravni in ta kombinacija Betaguard, noter je 90 takih tabletk, je kombinacija cinka, bakra, selena, joda, B vitamina, C vitamina, E vitamina, karotenoidov. Se pravi, je noter kombinacija vitaminov in mineralov, ki delujejo točno na razstrupljanje na celični ravni. In vsi, ki imate pestro čustveno življenje, ki se vam dogaja, rabite to za razstrupljanje. Kdor ima kandido, kdor ima kakršnakoli vnetja v telesu, Betaguard pomaga pri tem, da se razstrupiti na celični ravni. No in potem te strupi, se pravi, te kisline se spremenijo v soli in potem pa rabimo kalcij pa magnezij, zaradi tega, da te kisline spravimo iz telesa ven. In tukaj je kalcij z magnezijem, z D3 vitaminom in to se vzame skupaj zvečer pred spanjem. In še ena zadeva, ki pomaga pri razstrupljanju,
je acidophilus plus. To je v bistvu ena taka osnova za razstrupljanje črevesja, probiotiki, potem pa razstrupljanje na celični ravni, pa čistilka, da grejo te strupi iz telesa ven. Lahko dodate še C-vitamin, ampak zdaj gremo v poletne mesece, tako da v poletnih mesecih, ko imamo domačo solato, ko imamo borovnice, jagode, češnje, imamo dejansko ogromno teh naravnih vitaminov iz narave, tako da to je neka osnova, ki pa tega dejansko z naravnimi zadevami ne morete dobiti oziroma težko dobite. No, v glavnem, ko ste v takem razburkanem obdobju, lahko primerjamo, ko vas življenje pelje čez brzice življenja in ko vas življenje lahko tudi potopi, vas ena stvar vedno uči, pač življenje vas uči, da vaše življenje, kje boste pluli bolj v mirnih vodah. Jaz se spomnim, ko sem še živela v Škofji Loki, sem imela prav poseben kotiček, takrat, ko sem zdravila svojo dušo v Gorajtah, ampak prav na nekem zavoju sem šla tako levo k potočku in tisti potoček je pač brzice. In včasih mi je bilo tako težko, da sem tam sedela in sem lučala kamenje v tisto vodo noter, ker enostavno sem se mogla razbremeniti, ker je bilo toliko težko. Ampak takrat sem bila, veste, mi je bilo težko, ker sem vedela, da to moje življenje, ki gre iz ene drame v drugo dramo in da ne zmorem več in zadaj imam 3 otroke, nimam denarja, nimam kam iti, nemoč. In ja, bilo je težko, to je zdaj 10 let nazaj, bilo je težko, ampak sem preživela. In to je najbolj pomembno. In sem začela pač pisati knjige in danes vem, da živim moje življenjsko poslanstvo, zato ker vam pomagam, ki mogoče vaše življenje pelje iz ene brzice v drugo, da lažje greste naprej. In verjemite mi, če je meni uspelo, lahko uspe tudi vam. Pač dovolj ste močni, da greste naprej. Gremo če pogledati, kaj pravi stvarstvo, prehod v novo dobo. Ja, te karte so nastale, ker je res prehod v novo dobo. Ni sprehod, ampak je pošteno delo. Pošteno delo, opuščanje marsičesa, soočanje s tem, da vas bojo ljudje obsojali. Mogoče boste sebe obsojali, mogoče boste rabili težke izkušnje, ampak ne dovolj, da vas življenje potopi. Ne dovolj, dovolj ste močni, da greste naprej. Voda. Voda. Voda očisti me. Voda. Lahko vas potopi, lahko vas pa očisti. Dovoljujem, da vsi strupi odidejo. Soočenje s tem, svojo resnico, voda je očiščevalna in boste videli, pijte dovolj vode, tukaj se začne razstrupljanje, boste videli, da vas bo življenje podprlo, ko začnete piti vodo z namenom, ker se imate radi in ker se cenite. Tema. Čiščenje teme. Kaj se skriva v nezavednih, temnih delih mene, prosim za zavedanje. Vem, da tega nočemo videti, ampak vem, da je včasih potrebno. Tale blagoslov. Ti, ki tole poslušaš, ti si blagoslovljena med vsemi ženskami. In zavedaj se, da so vsi, s katerimi prideš v stik, blagoslovljeni. In tudi, če tvoja pot gre skozi to, da moraš kakšen odnos zapustiti, vseeno ti lahko, tudi takrat, ko je najtežje, blagoslavljaš. In moliš molitev, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. In ti, ki tole poslušaš, si modra, stara duša. To je karta intuicije. Veš, zaznavaš, dovolj si slišati resnico, občutiti resnico in tako kot piše v Svetem pismu, dovoli, da te tvoja resnica osvobodi, ker ti si resnica. Tako da živej, vse dobro ti želim in ja, ne dovoli, da te življenje potopi, zato ker ti si dovolj močna, da narediš svoj prehod v novo dobo.